Življenje išče pot. Dober dan in prijazen pozdrav v rubriki Življenje išče pot. V novembru je potekal teden slovenske hrane, že 23. oktobra pa so v Radovljici v organizaciji Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj pripravili izobraževanje za kuharsko in prehransko osebje v naših javnih zavodih, kot so šole, vrtci in domovi za starejše. S podnaslovom Šolska kuhinja je učilnica zdrave, trajnostne in samooskrbne Slovenije, torej zelo pomembne besede in tudi zelo pomembna področja našega življenja. Eno od predavanj je imela doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete v Ljubljani. Spregovorila je o tem, da mora biti šolski krožnik dober zame in za planet, in sicer v pogledu v javno naročanje hrane v primeru 157 osnovnih šol. Gospa Mojca Korošec, dober dan, prijazno dobrodošli na Radiu Ognjišče. Dobar dan, lepo pozdravljeni in pa že zdaj se vam zahvaljujem za povabilo na vaš radio. Seveda. Glejte, kaj ste sami predstavili sodelujočim? Zdaj na samem dogodku sem pripravila ali pa predstavila pravzaprav ključne rezultate, ki smo jih pridobili v okviru dvoletnega ciljnega raziskovalnega projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje in pa ARIS. In sicer smo pravzaprav v dveh obsežnejših raziskavah v okviru tega projekta izvedli eno anketo med organizatorji prehrane. To, kar ste že omenili, odziv smo dobili 157 osnovnih šol, kar nekako predstavlja 1/3 javnih osnovnih šol v Sloveniji. O tem, na kakšen način pravzaprav organizirajo prehrano, na kakšen način naročajo, ker vemo, da so zavezani k javnemu naročanju živil in pravzaprav s katerimi izzivi se tako pri organizaciji kot tudi pri naročanju spopadajo. Tako da drug del moje predstavitve je bil pa potem še raziskava, ki smo jo pa kot piloten primer izvedli na 4 osnovnih šolah. Tam smo pa ob sodelovanju teh 4 osnovnih šol in pa njihovih otrok preverjali dejansko, kako se določene spremembe v jedilnikih, se pravi pri kosilih, ko uvajamo, če rečemo z eno skupno besedo, malo bolj trajnostni pristop, mislimo pa pravzaprav vključevanje recimo stročnic, malo zamenjavo teh stročnic kot delno nadomestilo za rdeče meso, kako otroci to sprejemajo. Se pravi dejansko, koliko jim je bilo všeč in pa kaj jim je pri tem bilo všeč, pa kaj jim ni bilo všeč. Govorili ste o javnem naročanju, pa najprej povejva, kaj to v praksi pomeni za naše poslušalce, da bomo bolje razumeli in v čem je prednost in slabost javnega naročanja hrane. Ja, zdaj šolski sistemi, se pravi kot veliki sistemi in pa proračunski uporabniki so zavezani k javnemu naročanju. In na nek način javno naročanje pravzaprav lahko pomeni racionalizacijo tako dela, kot potem tudi samega stroška dobave živil. Ampak žal se pa v praksi velikokrat pač kaže, in to so nam tudi organizatorji oziroma te osebe, ki so odgovarjale na anketo, izpostavile, da so pravzaprav sama ta javna naročila za njih ob njihovih vseh ostalih obveznostih običajno zelo kompleksna, tudi časovno zelo zahtevajo precej časa, zato se je pač izkazalo, da je nujno neka pomoč pravzaprav strokovnih služb, ki jih morda po kakšnih šolah niti same smo rekli, ki so upravni del ali pa finančno-računovodski del nekako ne more pripraviti. Ker javno naročilo pač vedno obsega in tisti strokovni del, kjer mora organizator povedati, katera živila, kakšna živila in tako naprej. Drugo je pa pravzaprav potem še, kako to zapisati na tak način, da pridobijo po ugodni ceni čim bolj kakovostno hrano. Zato, ker izzivi pač teh javnih naročil so, da potem seveda, zato da lahko dobavljajo zadostne količine tekom celega leta ali pa tudi več let, če gre za večletno dobavljanje, je pravzaprav, da neki manjši dobavitelji morda ne razpolagajo zahtevanimi količinami. Drugo je pa pravzaprav, da neki veliki ponudniki, tudi zaradi same racionalizacije logističnih storitev, zato ker
je morda opis živila preveč ohlapen, lahko pridejo noter, vendar pa se na koncu v praksi izkaže, da tisto živilo ni na pričakovanem kakovostnem nivoju. Kako bi pa za naše poslušalce strnili glavna spoznanja in ukrepe tega izobraževanja, ki bodo prinesli boljšo prehrano našim otrokom, starejšim in da bomo jedli več lokalno pridelane hrane, ker to je vendarle pomembno? Ja, zdaj neki taki zaključki, ki smo jih pravzaprav tudi na tem posvetu oktobra oblikovali, in pa potem tudi še ob razgovorih recimo šolami, ki so sodelovali v našem projektu, je bilo nekako izpostavljeno predvsem to medsektorsko dogovarjanje, pogovarjanje, da sploh se ve, kaj en sektor zahteva, pričakuje konec koncev od teh strokovnih oseb, kako se tudi zakonodaja pripravlja. In pa po drugi strani tudi zadostno izobraževanje, tako kuharskega osebja, da bo nekako znalo pripravljati recimo jedi, okusne jedi, privlačne jedi, tudi z nekimi novimi sestavinami ali pa z vključevanjem recimo nekaj več sestavin, ki jih do zdaj morda niso upoštevali. Časovni moment je tukaj vedno tisti pomemben, ki ga primanjkuje tako pogosto kuharjem, ko jedi pripravljajo in pa ko servirajo. Tako da mi smo tudi na terenu pravzaprav videli, da kakšen pomemben vpliv ima že način serviranja nekega živila. Sprav, kako ga postrežemo potem na to, ali ga bodo otroci sprejeli ali ne. In pa seveda tudi, ko se oblikujejo neki normativi za te strokovne delavce, je treba vseeno upoštevati število obrokov, ki jih pripravljajo in pa tudi število same tiste predpriprave že pri živilih, kot pravzaprav tudi ta časovni vložek, strokovni vložek, ko je treba pripravljati kakovostno javno naročilo. In tudi pri teh stvarih, se pravi oblikovanju nekih normativov, je to sigurno pravzaprav medsektorski izziv. Ne samo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ampak tudi samega šolskega ministrstva in pa Ministrstva za zdravje. Pač vsak pokriva ta svoj del. Ali ste govorili tudi o tem, prej ste omenili, da otroci težko sprejemajo nove prehranske smernice, ki so prišle nekako od zgora in morda niso v skladu s tem, kar jedo doma. Kako pa bi na ta izziv odgovorili, da ne bi zavrgli preveč te hrane, ki jo skušajo uvesti? Ja, zavržena hrana je velik problem. Eno je čisto kot okoljski problem, drugo je tudi stroškovni problem za šolo. Zato si seveda želimo, da bi bilo te zavržene hrane čim manj in pravzaprav tudi neke upeljevanje sprememb v jedilnikih, v prehrani mora biti postopno. Na ta način pravzaprav mi in pa v večjih korakih, v večjih ponovitvah. Mi pač iz raziskav vemo, da ali otrok ali pa tudi nekdo drug, tudi odrasli, mora biti večkrat izpostavljen recimo nekemu živilu ali pa nekemu izdelku, zato da se nanj navadi. Tudi če mu morda ni najbolj všeč, ampak vsaj, da pride do tiste sprejemljivosti, da tega ne bo zavrgel že takoj samo ob pogledu na to. Drugo je potem spet ta senzorični, vizualni vidik, se pravi kot privlačen izgled, neke zanimive kombinacije, konec koncev tudi v nekih jedeh, tudi če so to recimo kot neki, rečemo, kot burgeri ali pa polpeti, ker mladina rada je, ampak je pravzaprav noter sestava tega polpeta lahko, rečemo, bolj kot v trajnostnem vidiku izboljšana, in pa recimo tudi za zdravje primerna. Tako da tukaj je precej rešitev že možnih, se tudi uvajajo v praksi, vsekakor pa te stvari pač terjajo čas in pa veliko bolj učinkovite so pravzaprav, če gre za neko sodelovanje. Se pravi, če lahko otroci tudi skozi neko igro in pa sodelovanje recimo zdaj ali pri oblikovanju jedilnika, pri pripravi kakšne jedi, na tak način tudi so aktivno vključeni, zato da pravzaprav potem poskusijo in rezultati tiste njihove aktivnosti. Večkrat se izkaže tudi, da otroci potem neke take prakse znajo nekako prenesti, povedati tudi domov, pa se doma potem to lahko tudi malo spremeni, upelje. Ampak seveda je treba delati tako na ozaveščanju in pa šolanju samega strokovnega osebja v šolah, kot tudi recimo v samih mislim, da šolskih programih, tudi pri gospodinstvu, pri predmetih gospodinstva
je sigurno tudi še prostor, a ne sploh za neko spet praktično delo otrok, kot potem tudi samim nekim takim neprisiljenim skozi igro, skozi projekte delom z otroki in pa tudi komunikacijo in pa prenašanjem teh stvari na starše. Prav nekako veliko deležnikov je tukaj vključenih. Tako, gospa doktorica Mojca Korošec, hvala lepa za ta vaš prispevek, da bi čim manj dobre hrane romalo v smeti in da bi znali jesti čim bolj raznoliko lokalno prehrano. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za vsa vprašanja in povabilo. Ja, nasvidenje. Nasvidenje. Pogovor sem posnela in za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje, vse dobro. Življenje išče pot.